Danes v Pomurskem dnevniku obeležili 50 let delovanja. Nasilna smrt in samomor. Letos več žrtev kot lani. Tadej Žalik postal državni prvak. Vreme jutri bo po večini sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota letos beleži 50. obletnico organiziranega delovanja. V počastitev jubileja so v gledališču Park Murska Sobota pripravili slavnostno prireditev. 50 let je lepa doba. Na prehojeno pot, ki so jo začeli tlakovati že naši predniki, se je ozrl tudi Vlado Mandić, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota. Verjetno ogromen, zaradi tega, če vzamemo, da pred 50 leti še malo več, so dejansko naši predniki in vsi ostali, nekateri so tudi že večji, ustanovili tedaj prvo zbornico gostincev in obrtnikov Murske Sobote, kateri so se zavedali, da pač združevanje obrtnikov pomeni bolj prodorno moč, dejansko pridobivanje zakonov. Že v tistem času so se borili, da so lahko zaposlovali ljudi, ker tedaj so lahko sami delali, sami imeli vajence. Še posebej ga veseli, da imamo v Pomurju podjetnike in obrtnike, ki so dobili priznanja tudi na nacionalni ravni. Prevzel sem zbornico v dobri kondiciji od prejšnjega predsednika in v teh 10 letih, koliko vodim zbornico, res je postala nekje med najboljšimi v Sloveniji. Če samo povem, da imamo 4 obrtnike leta v Sloveniji, enega podjetnika leta, ne vem koliko vzorov obrtnikov leta, kadar so vsi na ravni Slovenije, to je velika čast, da imamo tako kvalitetne in celo, kar sem najbolj ponosen, mlade podjetnike in obrtnike. Ob tej priložnosti so podelili tudi veliko jubilejnih priznanj, najvišje priznanje častnega člana pa je romalo v roke Štefana Pavlinjeka. To priznanje mi res še enkrat pomeni veliko čast. In seveda zelo sem vesel, da se zbornica v svoji 50-letnici spomni na svoje člane in seveda posebej pa, da se je spomnila tudi na mene in seveda na mojo aktivnost. Dosti časa sem nekako daroval oziroma deloval v zbornici in seveda to je tudi moje življenjsko priznanje. Kot predsednik tako območne kot slovenske obrtno-podjetniške zbornice je skupaj predsedoval kar 22 let. 12 let sem bil predsednik te zbornice, zgradili smo hišo, v kateri je še danes zbornica. Napravili smo tudi eno novo zgodbo zbornic, kjer smo hoteli približati zbornico k članom. In seveda potem sem bil 10 let predsednik obrtno-podjetniške zbornice v Sloveniji. Z nekaterimi napovedanimi potezami vlade se ne strinja. Da spet želijo dati obremenitve gospodarstvenikom, gospodarstvu, kaj pa pomeni veliko katastrofo, kajti že smo nekonkurenčni in seveda, če bo še šlo tako naprej, namesto da bi zmanjšali se prispevke, da bi ljudje dobili več, v neto plači država svoje hoče imeti in seveda potem se nam škarje tudi zapirajo. Za konec se je Mandić dotaknil še prihodnjih ciljev in izpostavil pomen vajeništva. Glavni cilji so zdaj trenutno pristajajo na to, da začnemo izobraževati mlade. Letošnjo šolsko leto se je začele že prve vajeniške šole, ampak res žalostno samo jih je 7 v Sloveniji. Murske Sobote nismo dobili tega, upajmo, da bomo drugo šolsko leto dobili. Cilj obrtne zbornice pa tako, da bi imeli obrtna zbornica tudi samo svojo vajeniško šolo, ker brez kvalitetnega, dobrega kadra, mladega, obrt, podjetništvo ne bo uspevalo, ker mladi, če odhajajo v tujino delati, to ne pomeni, da smo s tem kaj dosegli. Po prireditvi je na grajskem dvorišču sledila še pogostitev in druženje, zbrane pa je zabavala Anika Horvat. Prekmurje je včeraj pretresla vest o nasilni smrti in samomoru. Na grozljive prizore so murskosoboški policisti naleteli v kraju Tišina. Policisti so v eni izmed hiš najprej našli mrtvo žensko srednjih let, ki je umrla nasilne smrti, zatem pa so v sosednji hiši našli še mrtvega moškega, ki si je sodil sam. Kot vse kaže, naj bi prav on najprej sosedi vzel življenje, nato pa sodil še sebi. Sosedje, ki pred kamero niso želeli, si enostavno ne morejo predstavljati, da je bil 59-letnik zmožen česa takšnega. V hiši moškega, ki si je sodil sam, so policisti iskali sledi, ki bi jih vodile in pripeljale do tega, zakaj je svoj 45-letni sosedi, s katero naj bi prijateljeval, vzel življenje.
Domačini so seveda nad dejanjem pretreseni. Nažalost, ja. Ne, samo mislim, ne, seveda te pretrese, da je nekaj v okolici. Neprijetno. Da sem ga bila bolj mlada, ne je bilo takšno. Ali pa mogoče tega ne je bilo televizije pa radio, ne, pa ne si to vse znal. Motiv za umor ali uboj bi sicer po mnenju domačinov lahko bilo ljubosumje, saj med dvojico naj ne bi šlo zgolj za običajno prijateljevanje. V jesenskem času tudi krajši dnevi in spremenjene vremenske razmere vplivajo na varnost pešcev, ki kot udeleženci cestnega prometa spadajo med najbolj ogrožene prometne udeležence. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, kot je neupoštevanje pravil o prednosti pešcev, vožnja z neprilagojeno hitrostjo, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja preblizu desnemu robu vozišča, neočiščena stekla na vozilu in podobno. Zanemariti pa ne gre nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Policisti Policijske uprave Murska Sobota so do 30. septembra letos obravnavali 681 prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah je bilo udeleženih 15 pešcev. V prometnih nesrečah sta 2 pešca umrla, 7 pešcev je bilo hudo in 4 lahko telesno poškodovanih. Z namenom, da bi se v jesenskem času izboljšala varnost pešcev v cestnem prometu, tudi na območju Policijske uprave Murska Sobota med 1. in 14. oktobrom policisti izvajajo poostrene aktivnosti za zagotavljanje varnosti pešcev. Ob prvem mednarodnem dnevu želodca opozarjajo, da bi zgolj z eno dodatno analizo krvi pri 20 ali 30-letnikih na dolgi rok prepolovili število smrti zaradi raka na želodcu. Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo ob tem opozarja na nujnost postavitve preventivnega programa za preprečevanje raka na želodcu, s katerim bi preprečili 236 smrti na leto. Rak želodca je po pogostosti na 5. mestu, po smrtnosti pa na 3. med raki na svetu. V Sloveniji na leto zboli okoli 470 oseb za rakom želodca, kar predstavlja 4% raka pri moških in 2,8% raka pri ženskah. Bolezen se začne po 40. letu, smrtnost pa je zelo visoka, več kot 72%. Zato bi morali po mnenju združenja organizirati program odkrivanja in zdravljenja okužbe na državni ravni po vzoru že obstoječih presejalnih programov, s čimer bi lahko dosegli bistveno zmanjšanje tega raka, so zapisali pri STA. V Ormožu je potekalo 21. državno prvenstvo s samostrelom na 10 metrov. Tadej Žalik je osvojil naslov državnega prvaka, Turniščani, za katere sta streljala še Gregor in Uroš Mavčec, pa so postali tudi ekipni zmagovalci. Tadej Žalik, ki je v svoji karieri z različnim orožjem blestel predvsem v mladinski konkurenci, zdaj na najvišje stopničke stopa tudi med člansko konkurenco. Tako mu je 560 krogov, ki jih je nastreljal samostrelom, prineslo naslov posamičnega državnega prvaka. V Turnišče pa je romala tudi srebrna kolajna, saj je Gregor Mavčec s 549 krogi osvojil 2. mesto. Toda to še ni vse, tudi ekipna zmaga je pripadla Turnišču, za katere je poleg Tadeja Žalika in Gregorja Mavčeca streljal še Uroš Mavčec. V iztekajoči sezoni je bila turniška ekipa že državni prvak z malokalibrsko puško, le že zračno puško pa so bili na državnem prvenstvu bronasti. V letošnji zbirki pa sta že 2 posamična naslova državnega prvaka, saj je bil aprila letos Uroš Mavčec najboljši zračno puško, julija pa Robi Markoja z malokalibrsko puško v trojnem položaju. Ta mesec se sicer za strelce pričenja tudi nova ligaška sezona, kjer bodo Turniščani edini prekmurski predstavniki. Na Sobota Info poročajo o hišnih preiskavah v romskem naselju. Kje točno so potekale, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, več o vremenu pa v vremenski napovedi.
Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 9, v Lendavi in Radencih 10, v Murski Soboti pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Popoldne se bo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji pooblačilo. Burja na Primorskem se bo proti večeru nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 5, dnevne pa okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 7, dnevne pa od 17 do 19 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.